tiskovno konferenco, na kateri smo želeli na enem mestu predstaviti kandidate, ki kandidiramo na listi Slovenske ljudske stranke Radovana Žerjava v posavskem prostoru. Kot sem že dejal, se nam pridruži tudi kolega, ki kandidira v okraju Laško, to je gospod Aljaž Krpič. Tisti, ki pa smo na listi Slovenske ljudske stranke v posavskem prostoru, smo tudi pred vami prisotni, se pravi gospa Alenka Preskar iz volilnega okraja 5, to je okraj Brežice, Roman Žveglič, ki kandidira v okraju 7, Sevnica, sam pa kandidiram tu v volilnem okraju številka 6, Krško. Veseli smo, da je ponedeljek zjutraj naš predsednik Radovan Žerjav vstal kakšno minuto prej, ali pa je to običajen delovnik, ne vem, ampak iz Murske Sobote se rabijo kar 2 urci, zato da se pride v posavski prostor. Tisti del, ki je z avtocestnim križem pokrit, je malce hitrejši, tale, kjer pa 3. razvojna os manjka, pa malce počasnejši. Lep pozdrav, Radovan. Pozdrav pa tudi predstavnikom vseh 3 odborov Slovenske ljudske stranke, tako iz Brežic, Sevnice in pa Krškega. Tako da med nami sta oba predsednika, v Brežicah Roman Boškovič, v Sevnici tudi Srečko Cirk. Ostali so pa tudi sodelavci, tako z občinske uprave, z Kmečke zadruge Sevnica, kot naši vidni člani, potem tudi iz Brežiškega konca, gospod Cerjak in pa tudi ostali kolegi iz občine Krško, pa tudi podžupanje in pa svetnika, vodja svetniške skupine, gospod Grahovec in tudi Jože Stivšek, svetnik tako v občinskem, pa tudi v državnem svetu. Za to tiskovno konferenco smo si zamislili tako, da v uvodu najprej damo besedo našemu predsedniku, ki so nekaj že tudi dejal, upam, da mu ne bo nikoli žal, da smo ga v Krškem izvolili za predsednika Slovenske ljudske stranke. V nadaljevanju pa gremo potem po vrsti gospa Alenka Preskar, v nadaljevanju sam in pa Roman, tako kot Žveglič, tako kot so tudi okraji po številkah zapisani. Pozdravljen tudi Aljaž med nami, Aljaž Krpič, kot sem že del, prihaja iz Laškega. Aljaž, kar tukaj sediš, zate pripravljen, tako da se nam tudi pridružiš. V gradivu imate poudarke iz programa, program, ki, kot bo tudi predsednik sam omenil, se še vedno nadgrajuje, tako da tole verzijo, ki smo jo sprintali, manjkajo še nekateri roki, ki so že zdaj opredeljeni v programu. V nadaljevanju smo pa tudi vsak kandidat zase določene razloge za kandidaturo in pa tudi poudarke posamezne, s katerimi se poskuša v tem času pred volitvami povedati, kaj so cilji in na koncu tudi ob izvolitvi tudi zastopati te programe v državnem zboru ali pa tudi sicer kot aktivni člani Slovenske ljudske stranke. Predsednik, beseda tvoja, izvolite. Dobro jutro vsem skupaj, še posebej vam, medijem, kolegicam in kolegom, predvsem pa vsem 4 kandidatom z tega kraja, z tega konca, da temu tako rečem. Lep pozdrav tudi tebi, gospod Župan, tokrat. Vesel sem, da sem danes lahko tukaj na predstavitvi naših kandidatov, bom rekel, za ta posavski konec, za Brežice, Krško, Sevnico in Laško. Izbrali, pa določili, bomo rekli, smo najboljše možne kandidate. Jaz verjamem, da bodo dosegli, tako kot je tukaj tudi v navadi, odlične, dobre rezultate za Slovensko ljudsko stranko. Naj povem, da smo v Slovenski ljudski stranki pripravili dober delovni načrt. Delovni načrt, ki ima jasne ukrepe, ki ima jasno zapisane cilje in roke, dokdaj bodo posamezni ukrepi in cilji izvedeni. Žal vidim, da je tukaj sprintana verzija, kjer teh rokov še ni zapisanih, pa vam bomo dostavili tudi za zadnjo verzijo. Jaz lahko rečem, da v zadnjem času, ko hodim dosti po Sloveniji, sem in tja ugotavljam in pogovoru z ljudmi,
ne samo, da so ljudje precej nezadovoljni z stanjem v državi, ampak slutim tudi strah. Strah, ki se je zajedal v vsakega od nas. In posledica tega straha je praktično nezadovoljstvo. Strah ali pa zaskrbljenost, če hočete, pred mnogimi socialnimi vprašanji, da temu tako rečem. Strah pred izgubo službe, strah pred tem, da ne bo moč v prihodnosti šolati svojih otrok, strah pred tem, da morebiti ne bo moč plačati vseh položnic in tako naprej in tako dalje. In ta strah praktično, da ne neko že paralizira normalno funkcioniranje te države. V Slovenski ljudski stranki smo prepričani, da imamo odgovore na ta vprašanja in želimo z našim delovanjem v tem mandatu, z sodelovanjem v vladi, ta vprašanja zminimalizirati. Torej, da bi po 5 letih, po 4 letih, če hočete, bilo tega strahu bistveno manj. Rešitve so pripravljene, so zelo dobro zapisane tudi v delovnem načrtu in bom izpostavil le nekatere. Prvič, gospodarska rast. Naj povem, da se je voz, ki se je znašel v blatu in se pogrezal vse bolj in bolj, da bom skupaj z svojo ekipo ta voz potegnil iz tega blata. Sedaj je bilo tako, da so se ljudje na tem vozu kregali, kdo je kriv, da je ta voz prišel v blato. Jaz mislim, da je prvo, kar je potrebno narediti, morajo ti ljudje stopiti iz tega voza, sicer najprej v blato, je že res, potem pa vsi potegniti v isto smer. Potem lahko pomagajo tudi levi in desni sosedje, ni nič narobe. Hočem povedati to, da želimo in bomo skupaj z svojo ekipo slovensko gospodarstvo razbremenili. Ja, znižali bomo davke. Kljub temu, da mnogi ekonomisti nasprotujejo temu in pravijo, da to ni mogoče, kaj pa je mogoče? Kaj pa je alternativa? Alternativa je to, kar imamo sedaj. To pomeni tiščanje glavo v pesek in ne storiti ničesar. In čakati, da nas bodo Nemčija ali pa Francija potegnile iz te krize. Jaz pravim ne, hočemo hitrejšo rast. In to hitrejšo rast lahko dosežemo z znižanjem davkov. Prvič, davek od dohodka pravnih oseb bomo znižali na 15%. Drugič, investicijske olajšave ali pa davčne olajšave seveda za investicije, predvsem za greenfield investicije. Tretjič, pavšalni davki za mikro in majhna podjetja, ampak ne samo to, da bodo pavšalni davki, ampak tudi to, da bodo vezani na število zaposlenih. Jaz mislim, da lahko, in trdno smo prepričani Slovenski ljudski stranki pri to, da lahko tudi za davčno politiko vodimo na nek način zaposlovalno politiko. Torej, da bodo mikro in majhna podjetja, ki so ključna in na katere je treba staviti v naslednjem mandatu, tista, ki bodo želela zaposlovati ljudi, ne pa da bodo zaradi poslovnega okolja, pa nekonkurenčnega poslovnega okolja prisiljena v to, da iščejo takšne ali drugačne obvode. To pomeni, davek bo 100 enot za enega zaposlenega, za nedoločen čas, za 2 denimo 80 in tako naprej. In tako da govorim samo o primeru. In kar se mi zdi ključno. Tisti, ki ima denar v žepu in v rokah projekt za izgradnjo kakršnekoli investicije, projekta tehnološke izboljšave v podjetju, ki bo dala nova delovna mesta, mora dobiti gradbeno dovoljenje čez noč. Pretiravam, ampak drugače preprosto ne more biti. Če se želimo iti gospodarskega okolja, gospodarskega razvoja, gospodarske rasti, ne nazadnje, je nemogoče, da gospodarski subjekti z pripravljenimi projekti, z zaključenimi finančnimi konstrukcijami čakajo na gradbeno dovoljenje 2 ali 3 leta. Na tak način gospodarske rasti v Sloveniji pač ne bo.
vsega tega, kar sem dejal, brez resne, in to je točka 2, ne, brez resnega spopada z stroški javne uprave pač ne bo. Ustvarili bomo učinkovito javno upravo na način, prvič, 10 ministrstev, drugič, ukinili bomo agencije in urade, ki jih v tem trenutku ne potrebujemo, morda kdaj v prihodnje, ampak v tem trenutku ne. Noben od neposrednih in proračunskih porabnikov ne more v času krize trošiti več, kot je trošil v času konjunkture. Še več, trošiti more manj, vsaj za 10%. Četrtič, zmanjšali bomo maso plač za najmanj 10%. Tretjič, pravna država. Ne more se zgoditi in ne sme se zgoditi, da, pa bom povedal na primeru, čista lopata, ki je največji epilog dobila za časa mojega ministrovanja. Se spomnite, da sem bil minister? Leta 2008 je bilo to, ko so se zgodile spektakularne aretacije. Letos smo 2011 proti koncu leta in ta primer še ni dosegel epiloga. Vmes je ta isti primer dosegel epilog v nekaj mesecih v Nemčiji. Izrečene so bile kazni, plačane kazni in tako naprej, ampak zadeva se je zgodila v nekaj mesecih. Pri nas 3 leta, nič, prosimo obdolžence, ne, da naj za Božjo voljo vendarle pridejo na sodišče, ne. Najboljše, da bi jim poslali še kakšno protokolarno vozilo ali kaj podobnega. Skratka, zadeve so nevzdržne. To je samo eden takšnih primerov, ne. Lahko bi jih našteval še neskončno mnogo, od gospodarskega kriminala in tako naprej in tako dalje. Skratka, neučinkovita pravna država. Mi smo prepričani, da lahko to učinkovitost izboljšamo samo in le, in to je edini vzvod, z odpravo trajnega sodniškega in tudi tožilskega, če hočete, mandata. Nemogoče je, da lahko postane okrajni sodnik nekdo, ki ima 30 let, ki ima pravno fakulteto, ki ima državni pravniški izpit in 3 leta delovnih izkušenj kjerkoli, mogoče tudi v svojem domačem DOO-ju. In ta postane okrajni sodnik z trajnim mandatom. Tega ni nikjer na svetu, da bi kdorkoli ob takšnih pogojih dobil službo do konca življenja, da ne rekel do konca, dokler ne gre v penzijo. Brez da bi ga kakorkoli delodajalec vprašal, pogledal, preveril, mu dal poskusno dobo in videl, ali je sploh sposoben za to. Ampak pravna država se začne na okrajnem sodišču. Tam, kjer se ljudje srečujejo z človekovimi pravicami, kjer se srečujejo pač z svojimi problemi. In tam pričakujejo, da je pravna država učinkovita in da deluje dobro. Z takšnim trajnim mandatom pač tega ne moremo zagotoviti. In to se nam kaže na vsakem koraku in vse povsod. Vse bolj in bolj. Absolutno ne želimo posegati v neodvisnost sodstva. Neodvisnost sodstva je zame sveta stvar. Ampak preprosto drugače učinkovitosti povečali ne bomo, v to smo pa trdno prepričani. In smo bili veliko časa proti temu. Pa glede na to, da sprememb ni, da so zadeve vse slabše in slabše, je pač, ne moreš sedeti križem rok, je potrebno ukrepati. In to je zagotovo odgovor na učinkovitost oziroma neučinkovitost. Še nekaj predlogov je na to temo, pa bom morda kasneje oziroma boste sami preverili v samem delovnem načrtu. Četrto točko, ki bi jo izpostavil, je samooskrba za zdravo, domačo, slovensko hrano. Dobro veste, da je ta samooskrba padla vse tja nekje na 30 do 35, 40%, skratka kritični podatki. Glede na to, da je to zagotovo strateško vprašanje. Franci govori o 3 varnostih.
o obrambni ali pa vojaški, če hočete, o energetski in o varnosti z oskrbo za hrano. So ključne tri varnosti za bom rekel, stabilnost vsake od držav. Potrebno bo storiti vse in še več, da to kmetijsko politiko obrnemo na glavo in da dosežemo to, da bo se ta trend, ki se je spustil na kritični nivo, vendarle obrnil navzgor. Zagotovo bo potrebno spremeniti razmišljanja, dojemanje nenazadnje tudi kmetov, ne, da se pač z koruzo in pšenico ne da, ampak da bo potrebno storiti tudi kaj drugega, ampak seveda to ne bo mogoče, dokler ne bo prišlo do pravih spodbud, do prave kmetijske politike, da bo tudi razmišljanje drugačno. Da se nenazadnje to omogoči. Tukaj mislim predvsem na ta komercialni del, ne. Kmetje že znajo marsikaj narediti in bodo tudi naredili. Ampak problem je v tem komercialnem delu, v plasmanu teh izdelkov. Tu smo slabi, neučinkoviti. Ta veriga je nedodelana, nedopolnjena in na tem področju mislimo pripraviti, oziroma so pripravljeni resni ukrepi. Vse tam od, bom rekel, tržnic, ki bi po mojem oceni morali biti v vsakem večjem kraju, do trgovin, če hočete, zadružnih, kjer bi lahko kmetje prodajali in plasirali svoje izdelke, do nenazadnje tudi do tega, da se bo kmet sploh splačalo biti. Da bodo se mladi vendarle želeli odločiti tudi za to in da bodo lahko normalno preživeli s tem, da bodo pridelovali hrano. To pomeni, da potrebujemo tudi razbremenitev. Tako, ko govorimo na eni strani razbremenitev gospodarstva, potrebujemo tudi razbremenitev kmetijstva. Lahko bi se dotikal še nekaterih drugih točk, ki so tako pomembne, ampak zdijo se mi ključne te 4, ki sem jih navedel. V zadnjem času se žal ponovno razmišlja o blaznem liberalnem pristopu, kar se tiče odnosa do državne lastnine. V tem zmedenem času, ne, ko nimamo vlade, ko parlament praktično ne deluje, v ozadju potekajo blazne aktivnosti za to, da se proda Mercator, da se proda Mercator nekomu, ki Mercator ne more in v nobenem primeru biti strateški lastnik. In jaz lahko rečem, da smo v Slovenski ljudski stranki tukaj absolutno proti. Da poleg vseh tajkunov, ki jih imamo v Sloveniji in ki jih nismo znali razrešiti, uvozimo še kakšnega iz tujine. Kupiti Mercator zato, da se najame 100% kredit in da se ta kredit odplačuje z delovanjem samega Mercatorja, samo da se zamenja lastnik, take zgodbe v Sloveniji poznamo. In vidimo, kam so nas pripeljali. Jaz ne trdim, da je Mercator nacionalni interes. Državo pa mora zanimati, kaj se bo s tem podjetjem v prihodnosti dogajalo. In to zelo močno. Glede na to, da je zaposlenih na tisoče ljudi, ne samo neposredno v samem Mercatorju, ampak še več posredno v živilsko-pridelovalni industriji. In to je en ključnih kamenčkov povečanja samooskrbe Slovenije za domačo hrano. Jaz nisem absolutno proti temu, da Mercator dobi drugega lastnika. Se tega tudi zavedam, je potrebno biti realen. Domačega lastniškega kapitala najbrž ni dovolj, da bi lahko Mercator vendarle ostal v slovenskih rokah. Ampak vendarle, kot državo, pa mora zanimati, kdo bo lastnik Mercatorja. Tako kot tudi za vsa ostala podjetja v državni lastnini. Ne moremo in ne smemo čez noč, kar tako, po dolgem in počez prodati vse, kar imamo. To smo podedovali od naših očetov in dedov, če hočete. In sami dobro veste, kako se obnašate do lastnine, tiste lastnine, ki ste jo podedovali od svojih očetov in dedov. Spoštljivo, preudarno in dvakrat se razmisli, kaj se za tisto dediščino naredi. Jaz mislim, ne, in
In sem trdno prepričan, da se moramo enako odgovorno obnašati tudi do lastnine, ki smo jo dobili v upravljanju od naših očetov in dedov. Razmišljanje, da bomo vse prodali, prav, kaj bomo mi poslili svojim sinovom in vnukom. A je to odgovorno? Totalno neodgovorno. Totalno neodgovorno. Tako se države ne vodi. Sigurno ne. In tu bomo v Slovenski ljudski stranki zagotovo rekli ne. In ti mladi ekonomisti, ki nam kažejo zlato uro z vodometom, bi bilo dobro, da bi naj prišli tudi v kakšno gospodarsko družbo in tam dokazali svoje ekonomsko in gospodarsko znanje z uspešnim vodenjem kakšnega podjetja. To bi bilo prav. Tako da, tu bomo zagotovo glasni. Ne bomo dovolili, da, pa tudi če se bo kdo norčeval z družinske srebrnine, to ni norčevanje. Zavračam odgovoren odnos do državne lastnine. Večkrat sem dal primerjavo. Imeli smo vrhunskega dirkalnega konja, ki nam je omogočil, da smo se osamosvojili, da smo lep čas dobro tekmovali, tudi zmagovali. Marsikatero dirko smo zmagali. Rasli smo dvakrat hitreje kot povprečje Evropske unije. In ta konj je bil dober, je zmagoval. V zadnjih 3 letih smo izgubili 3-4 dirke in zdaj bi tega konja ubili in meso prodali na razprodaji. Je neumnost brez primera. Jokeja je treba zamenjati. Mogoče pripeljati kakšnega iz tujine jokeja. Saj ne vem, saj ni nujno, da so naši vsi najboljši jokeji. Ampak konj je pa dober. Dokazano. Tako da, jaz sem prepričan, da Slovenija v tem trenutku potrebuje predvsem odgovornega in dobrega kriznega menedžerja, brez prtljage, brez nahrbtnika, zato da mu bodo ljudje zaupali, da mu bodo nenazadnje tudi ministri zaupali. In takšen, ki bo to državo vodil za zdravo kmečko pametjo. To, o čemer sem govoril v zadnjem delu moje razprave ali pa predstavitve, to ni zdrava kmečka pamet. To je neumnost. Toliko mogoče za ovo. Hvala lepa, predsednik. Tako da imam predsednik več zapovedati kot kandidati po krajih in tako tudi bomo ostali, tako smo dogovorili, krajši in najprej dajem besedo Alenki Preskar, ki zastopa Slovensko ljudsko stranko Radovana Žerjava, isto Radovana Žerjava v Brežicah izvoljenja. Tako, jaz bi se zahvalila za besedo. Mislim, da nam je gospod predsednik že v osnovi povedal vse. Predvsem se bomo vsi zavzemali za ves ta načrt in projekte, ki jih so si Slovenska ljudska stranka zadali, Slovenska ljudska stranka Radovana Žerjava. Jaz bi se pa kar predstavila. Sem Alenka Preskar, doma iz Silovca pri Sromljah. Po končani osnovni šoli sem šla v kmetijsko šolo in se zaposlila v tovarni Imperial Krško. V prostem času sem vse skozi doma pomagala na vinogradniški kmetiji. V službi sem delala na različnih delovnih mestih, od proizvodnih do administrativnih, zadnja leta pa celo na upravi podjetja. Zaradi vedoželjnosti in odločenosti po znanju sem se vse skozi izobraževala v delu in tako zaključila magisterij ekonomskih in poslovnih ved. Sedaj sem poročena, mati 3 otrok in z družino živim v Brezini pri Brežicah. Vse skozi sem bila družbeno in kulturno aktivna, zraven tega pa sem delovala tudi v različnih svetih zavodov kot predstavnica iz občinskega in državnega nivoja. Ker sem kot kandidatka za poslanko v državni zbor na listi SLS Radovana Žerjava iz volilnega okraja 5 Brežice, bom navedla nekaj razlogov za kandidaturo, ki smo jo pripravili za brežiško področje. Predvsem kot sama se bom prizadevala in želim sodelovati
v procesu oblikovanja razvoja Slovenije in Posavja. Zavzemam se za pravno državo in dostojno ter kakovostno življenje vsakega državljana. Zavzemam se za projekte, ki bodo občini Brežice prinašali razvoj in nova delovna mesta. Veliko poudarka bi v tem prostoru dala predvsem odpravi plačilne nediscipline. Zavzemala se bom za zmanjševanje zaraščenosti zemljišč, da družinske kmetije naj ostanejo osnova slovenskega kmetijstva. Na izobraževalnem sistemu, da bi bil predvsem bolj učinkovit in kakovosten ter bolj povezan z gospodarstvom. In predvsem zavzemala bi se za kakovost okolja, zelena delovna mesta, obnovljive vire energije, energetsko učinkovito gradnjo in obnovo starejših stavb. Potem pa še tukaj ključne prioritete v novem mandatu za volilni okraj 5 Brežice, spodbujanje novih delovnih mest v občini Brežice, vzpostavitev pogojev za nova delovna mesta v poslovni coni v letališču Cerklje ob Krki in poslovni coni Brezina, krepitev Posavja kot regije, začetek delovanja fakultete za turizem, krepitev mreže srednjih šol v Posavju, pospešitev izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, hkrati ureditev protipoplavne zaščite, potem vzpostavitev nacionalnega namakalnega centra, izgradnja obvoznice mesta Brežice, vključitev turističnih produktov občine Brežice s ponudbo Term Čatež in vzpostavitev centra za lesne biomase v Posavju, pa umestitev 3. razvojne osi v prostor. Toliko bi bilo iz volilnega okraja 5 Brežice. Hvala lepa. Alenka, Roman, boš naslednji, volilni okraj 7, Sevnice Gore. Hvala za besedo. Na kratko odločitev, zakaj kandidatura, iz enega enostavnega razloga. Na tem nevladnem področju delujem že zelo dolgo. Določene stvari seveda se dajo narediti tudi iz tega nevladnega pola, vendar mislim, da je zdaj prišel trenutek, da je potrebno narediti ta preskok iz nevladnega, se pravi na drugo stran, to je se pravi v parlament, kajti določene rešitve se dajo spremeniti in pomagati samo v parlamentu. Ne nazadnje z področja, ki je moje osnovno, se pravi to je kmetijstvo, nas čakajo zdaj kar precej zakonodajnih predlogov, stvari, ki jih seveda moramo in jih nujno potrebuje tudi parlament nekega člana, ki iz tega ven izhaja. Res pa je, da izhajam z volilnega okraja Sevnica, kjer celo življenje se pravi živim in tudi delam na kmetiji. Poudaril bi mogoče samo enih par teh poudarkov, to je začetek gradnje 3. razvojne osi, se pravi, da ta naš konc, ki smo žep, približamo še ostalim centrom, mi se pravi, smo odrezani in od avtoceste, po dolenjski strani in po štajerski. To je ena taka ključna stvar. Druga stvar je seveda to razvijanje novih in ustvarjanje novih delovnih mest tudi na podeželju in v mestu, se pravi ta sorazmernost. Druga stvar, ki mislim, da je nujno v tem, tako bom rekel, novem New Dealu ali pa v zadevah, ki bi pospešilo tudi gradbeništvo, je to hitro železnico, se pravi, narediti železnico, da bo hitrejša, ta javna povezava, se pravi, da bomo mi železnico prišli prej v Ljubljano kot z avtomobilom, pa seveda sočasno s tem ukinitev teh nevojskih prehodov ob križanju ceste z železnico. To je seveda rak rana tega našega območja. Lahko samo povem, da samo v naši občini imamo 33 takšnih nevojskih križanj. Še četrta stvar, ki je tudi pomembna, poleg vseh ostalih,
je ta tako imenovan enakomeren razvoj predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in tudi srednjega šolstva, s tem tudi sočasno krepitev mreže srednjih šol v Posavju. Na koncu bom mogoče povedal še eno frazo. Vsi pričakujemo nekaj od države, pa ne bom zdaj Kennedyja citiral, ampak bom rekel nekaj, ki sem pobral tudi od večjih politikov. Država ni krava, ki bi se pasla v nebesih zato, da bi jo mi v Sloveniji lahko molzli. To kravo je seveda najprej treba nafutrati in to tukaj v Sloveniji. Hvala. Hvala, Roman. Pričakovano, da imaš eno tako frazo, glede tisti, da ga znamo. Mislim, da je primerno za čas. Aljaž, damo besedo še tebi, prihajaš iz Laškega konca, kot vemo je tudi so Radeče, ki se zaokrožujejo malce v zadnjih letih bolj v posavski prostor, ne vejo, ali bi bili Zasavci, Celjani ali Posavci, tako da zadnje leta smo se kar povezali z njimi, odlično sodelujemo tudi z Laškim, kjer imamo tudi v Slovenski ljudski stranki župana, gospoda Zdolška, kot sem pa želel, ta ukraj pa letošnje leto zastopal Aljaž Krtič. Lep pozdrav vsem prisotnim. Najprej se opravičujem za manjšo zamudo. Ta naša tretja razvojna os, če bi bila, bi že bilo danes dobro, kaj šele v bližnji oziroma daljni prihodnosti. Skratka, prihajam iz Laškega, to je 8. volilni okraj 6. volilne enote, najseverniški del te 6. volilne enote. V našem okraju so občina Radeče in seveda občina Laško. Prihajam iz Laškega, kjer sem rojen sem v Celju, Laščan po rodu in celo življenje ustvarjam in delujem v kraju. V tem času sem nekaj služb zamenjal, zadnje leta pa delujem na občini Laško, in sicer bolj na področju prometa. V prostem času malo športa, civilna zaščita, skratka blizu ljudem, tako da se ob sami, bom rekel, pobudi župana naše občine Laško in predsednika našega odbora, sem se enostavno odločil, da bom šel v kandidaturo, ker delamo dobro v kraju, kot celotni občini in bi želeli, da bi to dobro delo prinesli tudi na najvišji nivo v Ljubljano. Kot je že predsednik povedal, ti ukrepi, ki so predvideni na področju celotne stranke SLS Radovana Žerjava, bomo tudi mi seveda podpirali ves ta mandat. Hkrati pa bi se želeli bolj aktivno vključiti še v samo našo območje, ker se nam pozna, da že nimamo poslanca že vrsto let, ker je potem le bistveno lažje vse. Predvsem ključne točke našega lokalnega programa bi bile te, da bi država interventno ukrepala tako na področju cestne infrastrukture, katera je res, vidimo, v zelo slabem stanju, predvsem pa tudi interventna dela bi bila potrebna na področju poplavne varnosti, katera je v Laškem velik pereč problem. Sosedna naša občina Radeče so ta problem rešili z izgradnjo hidroelektrarne, zato se bom jaz osebno tudi zavzemal za temeljito proučitev izgradnje male hidroelektrarne na spodnjem toku Savinje pri Velikem Širju, kjer smo že nekaj gledali, da bi tam bila eventualno potencialna lokacija za takšen objekt. Poleg tega se bom aktivno zavzemal še za ohranitev oziroma razširitev delovnih mest tam, kjer je država lastnik v podjetjih. Se pravi, ker država bi mogla nujno postaviti, tako že predsednik rekel, dobre, sposobne voditelje, gospodarstvenike, ni nujno, da so Slovenci, lahko znanja celem svetu dovolj. Svet je danes majhen, kdor potuje, vidi tudi v tujini, kaj se dogaja, kaj pomeni beseda recesija. Sem se lahko pripričal na ostalih kontinentih, recimo v zadnjem letu sem kar nekaj prepotoval, bil sem v Južni Ameriki, bil sem v Avstraliji, tam recesija, beseda je drugačna, dosti drugačna kot pri nas. In včeraj sem gledal en slogan I feel Slovenija v žepu in sem se zelo zamislil, ko sem videl ta slogan, da ljudje
trenutni situaciji ne živijo dobro. Mislim, da večina tudi izmed nas pač imamo takšno situacijo, kot jo imamo. Skratka, na vsakem koraku bi želel biti bliže ena povezovalna točka med gospodinstvom, mestom in glavnim mestom v državi, kateri upam, da se ne bo še le oddaljil od nas, kot trenutno je. To je nakratko. Hvala lepa. Hvala lepa, Aljaž, tudi tebi. Še sam zaključim z svojimi mislimi. Kot razlogi za to kandidaturo so tudi v tem gradivu zapisani in mirno lahko rečem, da dejansko je bila odločitev, ki sem jo sprejel v zadnjem letu, potem, ko se je več kot očitno, da se približujejo predčasne volitve, na nek način povezano tako z mojim dolgoletnim delovanjem v Slovenski ljudski stranki, Kmečki zvezi, kjer sem tudi eden od teh ustanovnih članov. Kot sem že omenil, v Krškem je bil izvoljen Radovan Žerjav za predsednika stranke, sam sem bil takrat tudi izvoljen za podpredsednika in tudi v tem možnem krogu v samem vodstvu stranke je na nek način bila ta želja in tudi jasen dogovor, da poskušamo na teh volitvah tudi poslanci, ki smo zdaj bili zastopani, ponovno dati svoje ime na listo. Ocenjujem, da je po 13 letih, ne vem, sem tukaj maj simbolike vodenja krajevne skupnosti od letih 86-98, 13 letih županovanja v občini Krško, pa tudi 15 letih aktivnega dela v gospodarstvu, nekih izkušenj, znanja, da se lahko tudi da kandidiram in da računam na uspešno vodenje in opravljanje takšne funkcije ob izvolitvi, če tako pač odločijo volivke in volivci. Mandat je za mano, te 3 leta, sicer skrajšan. Mislim, da smo na nek način tudi za svojim delom skupaj v sicer malo številni poslanski skupini upozorili nase in pokazali vsak za svojo aktivnost in vsi skupaj, da vemo, kaj je odgovornost delovanja za državo, da je treba včasih tudi te strankarske meje malce zbrisati in znati odgovorno tudi početi in jaz upam, da smo tudi upravičili ta mandat v tem delu. Sam vedno govorim o tem in sem trdno prepričan, da ima Posavje